Visoko nad Solkanom in Novo Gorico, tam, kjer se Smaragdna Soča v svojih najlepših vijugah počasi odpira proti ravnini, se nad dolino ponosno dviga mogočen greben. Danes je to oaza miru, zatočišče za pohodnike in ljubitelje narave, pred dobrim stoletjem pa je bil prizorišče žalosti in trpljenja. Sabotin, gora dveh svetov. Naše izhodišče je Solkan na skromnih 100 metrov nadmorske višine. Za vzpon na Sabotin lahko izberate med dvema označenima potema, severno in južno. Tam kanuji, tukaj pa za bungee jumping. No, z tega zornega kota ga takrat nisem posnela. Smaragdna. Po prečkanju cestnega mostu za izbiro južne poti nadaljujemo po cesti do prvega ovinka, ta pot vodi po grebenu in je lažja. Za izbiro severne poti pa z mostu zavijemo takoj levo in pod mostom nadaljujemo ob Soči v smeri železniškega mostu. Ta pot velja za bolj strmo, malce adrenalinsko in delno zahtevno. Mi smo ubrali krožno pot z vzponom po severni strani. Gremo na Sabotin. Štart je bil v Solkanu. Najprej smo prečkali cestni most, zdaj bomo šli pa ob železniškem mostu, o katerem pa že imam video. Bom tukaj pripela gor, lahko pogledate. Že na samem začetku nas pozdravi arhitekturni biser, Solkanski most. Sej, mogoče ni od spodaj, ampak tle zgor pa še bolj. Ta most drži rekord kot največji kamniti ločni most na železniških progah na svetu. Približno pol ure hodimo po asfaltirani kolesarski progi ob Soči mimo hidroelektrarne Solkan, nato pa stopimo levo navzgor na Mulatjero. Praktično celoten vzpon nas razvaja pogled na čudovito Sočo in Sveto goro nad njo. Sabotin je bil nekoč s Sveto goro povezan v eno planoto, kasneje pa je reka Soča zarezala vmes in jo ločila. Ajde, gremo razgled pogledati. Krasna si bistra Ščiplanin, pa Sveta gora. Tukaj se severna pot razdeli. V levo nas po pobočju lahka pot vodi do jugovzhodnega vrha, ki se imenuje po zavetniku cerkve Sveti Valentin. Sveti Valentin pa Sabotin. Mi izberemo desno pot, ki velja za delno zahtevno. Joj, pa dober. Glej tist greben tam, Sabotin je pomemben in zavarovan zaradi številnih ptic, ki ga preletavajo. Kralj tega skalnatega grebena pa je modraz, zato oči na peclje in bodite glasni. Nekaj se obeta. Nekaj lepega.
sneg. Gor pa kup kamnov, kot da bi nekdo nasadil ga. Malo jeklenice. Po severni strani se v 2 urah preko mulatjere dvignemo na pečino, povzpnemo ob jeklenicah, mimo kaveren in skozi strme vojaške rove prispemo do razgledne točke na Sabotinu. Sabotin je bilo pa prizorišče vojnih spopadov v prvi svetovni vojni, tako da je teh rovov in kavern in vsega tega kar precej tukaj. Tukaj se oaza miru za trenutek umakne tišini spoštovanja. Ti rovi so 2 leti nudili edino zavetje pred napadi italijanskih sil, vse dokler niso avgusta 1916 nasprotniki zasedli Sabotin in Gorico. To je že nadstandard. Vse so si zrihtali. Aha, to je pa konc. Ali ne? Puščica je še? Pa ni še konc. Prvo najni nasmeški, poglej pol pa razgled. Greben je povsem prepleten s sistemi kavern in jarkov, kar je danes urejeno v muzej na prostem. Žalosten del zgodovine, ampak nas je pa pripeljal do sem. Vprašanje, kakšen bi bil svet, če ne bi bilo tega. Se da po vrhu priti, ne rabite plezati po jamah. To je samo meni fajn. Za koridorjem, to je tudi možna pot oziroma 2. Morje! V Vogu pa Triglav. Triglav smo že dolgo nazaj videli. Rombon. Tukaj čez Italija. Slavnik, Nova Gorica. Paša za oči za cel dan. Ob začrtanju nove meje med Italijo in Jugoslavijo je območje postalo nedostopno vse do osamosvojitve Slovenije. Še danes na mejo opominjajo mejni kamni, upuščeni bunkerji in stražnice. Na jugovzhodnem vrhu najdemo delno rekonstruirane ruševine cerkve svetega Valentina. To nekdanje romarsko središče je bilo zgrajeno ob koncu 14. stoletja.
Sčasoma se je spremenila v gmoto ruševin, dokončno pa je bila porušena v Prvi svetovni vojni. Kasneje so odkrili, da je bila cerkev večkrat dozidana, zanimivo pa je, da sedaj meja deli cerkev. Sam cerkveni del je na slovenski strani, bivansko-gospodarski pa na italijanski, zato pri urejanju arheološkega parka sodelujejo strokovnjaki z obeh strani. Kakšna tekstura. Danes državi sodelujeta in se prepletata v številnih projektih, zato je Sabotin postal simbol čezmejnega sodelovanja, sprave in ohranjanja spomina. Vračamo se po južni poti. Ajde, zdaj pa vse kam nazaj. Začetek krožne poti. Zdaj pa se naroči na kanal in spremljaj moje nadaljnje raziskovanje najlepše dežele na svetu. Hvala!